Dober večer in lepo pozdravljeni na prvem sezonskem dogodku Razlite tinte. Od festivala Tinta je zdaj pretekel že dober mesec, tako da upam, da ste vmes prebrali kak dober strip. Če ne drugače, pa bomo danes enega dobrega predstavili, tako da ga boste lahko potem tudi kasneje na stojnici Foruma Ljubljana tamle tudi prelistali in si ga po želji seveda tudi kupili. Verjamem, da bo Martin tudi uspel kaj narisati noter, če ga boste lepo prosili. Z nami so danes namreč kar trije, ki so sodelovali pri stripu Kontrabantarji, ki ga lahko vidite za nami. Martin Ramoveš, prvopodpisani risar in soscenarist stripa, Janez Ramoveš, soscenarist stripa in pa avtor spremne besede Peter Kisin. Vsi trije lepo pozdravljeni. Martin, danes si tukaj brez kitare. Ti je kaj čudno biti na odru brez kitare? Ja, je težje. Težje, boš mogel več povedati, ne? Ja, ne vem, kaj naj počnem. No pa začnimo mogoče kar z razlago. Kontrabantarji. Je to beseda, ki se v Poljanski dolini še danes pogosto uporablja, ali sta jo izbrskala iz nekih arhivov? Ja, ta beseda se danes uporablja bolj v kakšne folkloristične namene. Ne uporablja se kaj dosti. Sicer je pa beseda kontraband, to je nekaj proti zakonu, a ne pomeni. In nekateri trdijo, da kontraband ni isto kot tihotapstvo in šverc. Da je kontraband je nekaj, v kar je bil človek prisiljen, da je delal za golo preživetje, ne iz enega dobička. Čeprav sam nisem pristaš te trditve, zato ker nikoli se ne ve, kje je tista meja med neko nujo in pa pohlepom. Peter je s sabo prinesel eno ogromno knjigo, mogoče tudi v njej kaj piše, ali je ti zgolj šala za zraven? To je vklopljen. Ne, to knjiga, mislim, to je ne bi omenil zdaj. To je knjiga, ki jo moram njemu vrniti. No, v redu, o tem potem malce kasneje. No pa vseeno, zdajle tukaj za sabo vidimo ta prvo zunanjo naslovnico pričujočega stripa, ki je, če se ne motim, prav danes izšel uradno. Ja, zdaj, po moje, zdaj izhaja v tem pogovoru. No, super, na srečo je že stiskan, tako da ga imamo tukaj na voljo. Zanima pa me, Martin, tukaj si samo ti podpisan na naslovnici. Na kakšen način sta si torej pravzaprav razdelila delo? Kdo je naredil kaj, do katere mere si imel pomoč pri scenariju? Ja, lahko bi tudi bila oba podpisana, ni pa čist bila taka klasična naveza scenarij pa risba v tem smislu, ampak bolj organsko. Ja. Jaz sem mu potaknil po kosih eno zgodbo in je potem Martin to speljal na tako lepo celoto. Tako da praktično moj del je samo gola zgodba in pa nekaj idej zraven. Ker zgodba pa izhaja od vašega očeta, če prav razumem. Ne, to je mojega starega očeta. Ampak to je ena zgodba, ki je vse skozi nekako visi družino. In mogoče bi bil že skrajni čas, da se to zabeleži in naredi ena pika, tako da zdaj s tem zaključimo. Pa ko sta raziskovala, sta potem bila tudi v stiku s sosedi, so sosedi sploh še isti, kot so bili v tistem času v Poljanski dolini? Ne, edina oseba, ki je in ki nastopa v stripu, edina oseba, ki so jo midva poznala, je tisti mali fantiček in od njega je pravzaprav večina, kar sem jaz izvedel. Sicer tudi od drugih, ampak glavni vir je tisti fantiček. Je fantiček še živ danes? Ne, ni več živ. Zgodbe pa živijo dalje. Si tudi ti izvedel, Martin, za to zgodbo še, ko si bil majhen? Je mogoče to zgodba, ki je rasla s tabo, pa je zdaj prišla na plan?
na nek način, ja, ampak ne vem, zdi se mi v bistvu dobro, da sem jo zdaj na ta način obdelal in videl. Ja, mislim, da to, kakor sem jo zdaj spoznal, jo nisem prej. Mogoče niti nisem razmišljal, bi pa sigurno še razmišljal o njej, če ne bi zdaj stripa naredil. Mogoče pa moramo vseeno povedati, da ta zgodba je pač nekakšna osnova, ampak so si pa privoščila kar precej umetniške svobode, tako da je vseeno to fikcija. Tako kot, ne vem, Cankarjeva mati je za mene fiktiven lik in ne neka resnična oseba. Torej, nekaj sta vseeno morala sodelovati pri tem stripu, glede na to, da sta v sorodstvenih odnosih kot oče in sin, je mogoče prišlo tudi do kakšnih trenj, kot se rado zgodi v kakšnih družinah? Ne, pri stripu ne. Ja, gospod Janez, ste tudi hoteli nekaj dodati še zraven? Ne, se strinjam. Ne, sicer jaz sem to, ko sem dal iz rok, potem so bolj prek kakšnih sporočil, kaj pa ti misliš, kako bi pa to, sicer je pa to na tisti točki prevzel Martin in je to povsem njegovo delo. Veš kaj bi te jaz vprašal? Da sta blazno hodila po teh lokacijah, ki si mi ti kazal neke slike. Ja, šla sva pogledat. Ampak to... Nekaj itak bližnjih krajev, jaz šla sva pa prav tam na mejo na te lokacije pogledat. Ja. Aha. Eno od lokacij bomo videli še malce kasneje. Mogoče za začetek še se ustavimo pri tem sicer posvetilu, če sem prav razumela, ki pa izhaja iz enega od komadov od Haustor. In me zanima, kako to, da si se odločil ga dati noter, glede na to, da Haustor niso iz tega časa, gre res bolj za neko lastno preferenco glasbeno? To sem jaz določil. No. Mislim, da je to ena taka lepa intonacija, ker to je komad, ki je nastal nekje tam pri mojem 20. letu. In tudi sama skupina je ta komad naredila, dobila navdih pri stripih, pri westernovskih junakih. Ne. In mislim, da je bilo, da je odlično, kdor to pesem pozna, ali pa si jo zavrti kot nekakšen uvod v samo zgodbo, v sam strip. Se pravi, moramo vseeno spet poslušati glasbo, ne, zraven stripa. Ja, sej to je pa, lepo je, da je uspelo nama, to sem zdaj premišljal, ko sem prvič prelistal strip, da je ta strip kljub vsemu spominja na Martinove ostale stripe, ki so imeli zraven glasbeno spremljavo, ker so tudi tu notri vključene 4 pesmi, in sicer ta od Haustorja, pa potem ena cerkvena, ena zlajnana gostilniška pesem in pa pred koncu še ena moja potem. In imajo vse so nekakšne uglasbljene ali pa saj likovno uglasbljene, če tako rečem. Čakaj, a ni tole, ki je tamle pa res nekje zvoni? A to ni iz tvoje pesmi? No, ampak tu ni to pesem, ja. Ja, ampak to sem jaz nekje druge že uporabil, ja. Aha, okej. Tukaj, na primer, vidimo en primer, na kakšen način so se pesmi tudi vpletale v sam strip. So to, se pravi, glede na to, da gre večinoma za ljudske pesmi, če prav razumem, gre torej za ljudske pesmi, odkot sta črpala, ne? Se pravi, ljudske pesmi, vsaka ljudska pesem ima neko malo drugačno besedilo, odvisno kdo, kje jo je kdaj pripovedoval. Samo ta ljudska, ja, pa je gostilniška. Ni kakšnega hudega razmisleka, točen, kjer, čeprav ja. To je ena zlajnana ljudska pesem, ki se je pela tudi v tistih časih. Pa v stripu je kontrast, ker prejšnja scena je cerkvena, pa preide v gostilno in je, se mi zdi tak kontrast med zaporednima 2 pesmima na par straneh.
drugače se poje, ne? V cerkvi pa v gostilni. Ja, drugače se poje. Ja. A si mogoče pogrešal, da ta strip ni glasben? Glede na to, da je nekaj pesmi noter, ga mogoče vseeno lahko kdaj izvedeš kar z glasbeno spremljavo. Ja, ampak je nujen, da sem se posvetil sam risanju in že od začetka si nisem želel delati hkrati še glasbenega albuma, ker je to naporno, ampak je pa velik nastavkov za to, da bi lahko bil glasben album, ampak ja, se moraš odločiti, ko boš naredil. Se pravi, se ti zdi bolj naporno delati na te dvojne albume, glasbeno-stripovske? Mislim, vse prejšnje, ki sem jih naredil, so se dosti spontano začeli z materiala, ki je kazal, da so pesmi, da je ena osnova za strip in je bilo logično, da gre vse naenkrat. Tle se je že malo drugače začel, pa tudi ja, pač sama risba je bolj zahtevna in ne gre hkrati, da si delaš dvojen pritisk, da še rihtaš posnetke, pa misliš, da je bo nastop, pa pač risanje je dosti taka stvar, ker se moraš res usesti, pa sam to misliti. Potem te tokrat niso preganjali roki? Ja, za oddajo stripa, ja. Ja, je šlo na tesno, koliko časa si ga pa risal? Risal sem ga od novega leta 2021, ampak moram reči, da te končne table sem risal toliko časa, ampak ob stvarih še, ki jih moram nujen početi. Ampak sama zgodba je nastala že par let nazaj, ker vsak strip narišem v skicah, kad je en storyboard, pa ga pol še enkrat pririšem v skicah in pol šele začnem risati zares. In tiste skice so nastale še pred prejšnjim stripom Rob. Se pravi, rišeš pa na roke? Ja. Te računalnik še ni premamil? Ja, je nujnost po moje, ampak takega stila ne moreš doseči, čeprav so orodja so čist, ne moreš ločiti v bistvu linije, če ne bi vedel, s čim je narisana. Ampak občutek je čist drugačen, ker rišeš. Pa veliko več lahko popravljaš, kadar delaš v programu in meni je všeč, da kakšna nepopolnost ali pa da enostavno moram se prisiliti narediti nekaj na papirju in všeč mi je, da sem ob papirju. Kadar sem delal na tablici, sem bil veliko bolj nekako izčrpan, pa izgubil sem stik s stilom. Si potem omejen na dnevne ure, rišeš tudi po noči ob luči? Ne, zdaj ne nič po noči, ampak ob luči pa zmeri, ker sonce ni v redu. Zdi se mi tudi, da se je tvoja risba v tem stripu ponovno spet malo odmaknila od tistega prejšnjega albuma. Manj si eksperimentalen, bolj si realističen. Ti je dolg čas vztrajati pri enem stilu? Ne, ta stil je tak, kot bi ga rad in še izboljšal, ampak vse, kar sem do zdaj delal, je bilo zato, da lahko začnem take stripe delati. No, super, pa je končno uspelo. Zdaj pa, če se vrnemo malo nazaj še k temu. Tukaj vidimo, se pravi, zelo velike teh detajlov, zelo je realistično narisan in me zanima, koliko je torej razmerja med to resničnostjo, koliko je bilo teh preverjenih zgodovinskih faktov. Tukaj naprimer vidimo sliko obmejne karte. Si jo kdaj držal v roki, ste to res našla kje? Ja, slike sem našel zelo nazorne, kjer vidiš kakšen format. Ja, vse te stvari so res preverjene, ampak znotraj zgodbe pa je malo svobode. Ste mogoče naletela na kako zanimivost, ki sta jo kasneje potem dodala ob teh raziskavah tega obdobja? Ali je bilo v bistvu pravzaprav že veliko materijala, si predstavljam, tudi doma je še ostalo verjetno od prejšnjih rodov? Ne, se mene zgodovina bolj malo zanima. Tako da
če česa nisi, pač preprosto izmišljiš. Jaz bi bolj to, te prizore, ki si jih predvidel, naprimer ta z osami pa znamenjem, take ne zgodovinske, ampak obstajajo kakšne reference na prizore iz resničnosti. Ja. Kaj pa je bilo s to oso, naprimer, kaj je bilo tukaj resničnega? V nekem trenutku v stripu namreč pride glavni junak do kapelice, kjer je potem osje gnezdo pravzaprav in vidi tam mrtve ose. Kaj torej To iz sem jaz videl, resničnosti? to znamenje v resnici, ampak ni samo ena osa, to je bil, celotno znamenje je bilo oblečeno tako po boku z osjimi gnezdi. Popolnoma s tem satjem. Po tleh so pa bile mrtve ose in to je krasno sedlo potem. To je Martin lepo komponiral. Pa je to potem tudi ta ista kapelica pristala v stripu, Ja, ta ista. ki danes še stoji? Jaz se zna biti, da takrat ni stala. Po moje, ja, zdaj stoji. Se pravi, če bi se zdaj sprehajali po Poljanski dolini, bi lahko vse te prostore mogoče tudi videli. Ja, ko bo nekoč to izgledalo tako, kot ne vem, izgleda cvetje v jeseni, bo najbrž to znamenje, eno taka znamenita točka, kjer bo zraven tabla, pa bo pisalo. Tu se je zvračal glavni junak z gostilne. Ampak zaenkrat ne obstaja še. No, super. Ja, ob tem še eno vprašanje. Glede na to, da je to pravzaprav družinska zgodba, prepletena s fikcijo, koliko časa pa je pravzaprav vajina družina že v Poljanski dolini? A to sega daleč nazaj? Ja, to je vsaj 500 let. Ja. 500 let. Se pravi, takih zgodb je verjetno še mnogo. Jo, sigurno. Je pa zanimivo, no, saj to, če gledamo ta izpiske iz zemljiških knjig, ne, kar je itak edini vir, ki ga imamo. Priimek se je zamenjal ene 3-krat, vmes je pa celo v oklepaju pripomba zamenjali. Se pravi, da so nekaj se zgodilo, so ene lastnike izselili, so naselili druge. Tako da nismo skozi isti. Aha, pa, priimek je pa ostal. Ne, priimek se je tudi spremenil. Ampak smo isti tam. Priimek je v bistvu zaštartan glih od glavnega junaka tega stripa. Prej so bile bolj ženske, se ni toliko prenašali. Ne, prejšnji gospodar je umrl v prvi svetovni vojni in potem je sestra prevzela domačijo. In je pač nekdo prišel mimo in ustvaril novo zgodbo. Ampak tle v tistem članku v Jutru je Ramoš. Ja, to je pa površnost. A to je površnost? Ja. Ali je bilo še... Ne, ker to obstajali so Ramoveši, Ramovši, pa vse to. Ne, to mislim, da je res za šlamparijo. Ta članek, zdaj ga lahko vidimo tudi zadaj. Kje sta našla ta članek? Peter, si ga ti našel sam od sebe ali to ste pač slučajno vedeli, kater datum je bil? Ne, to je v Jutru, potem smo našli na internetu seveda. Aha, ker vedelo se pa je, kateri datum je. Ja, to se vedelo. Ja. Ne, to pač sem na željo gospodov v mestu ta citat noter. Aha, sicer ga nisi nameraval. Ne, veš kaj, nameraval sem ta državni interes in narekujejo, da je meja dobro zastražena. Pa, Ampak prvi odstavek sta pa ona dva imela namen ukomponirati v strip. Ampak potem je bilo pač nekako, so bile neke spremembe in je ta prvi odstavek padel ven iz stripa in sta me prosila, če ga jaz lahko nekje tam not dam v tisti svoj zapis. Pa je kdo od vas potem videl tudi celoten ta časnik? Je v tem časniku sicer veliko tega dogajanja ob meji, ali je bila to ena od takih bolj izjemnih stvari, izjemnih dogodkov? Ne, zelo se je pogosto podobne
tematike so se pojavljale v kroniki. Se pravi, v glavnem je malo zdesetkalo Poljansko dolino v tistih časih. Ne, da bi bile zelo pogoste smrtne, ampak so bile tudi, pa tudi na drugih mejah, no. Ne samo na tej zahodni. No, recimo v tem časniku ujutro, prav v tej številki, so v Mariboru nekoga dobili, da je nek saharin švercal, ne, na železniški postaji. In tako, v tem istem vedno nove žrtve tihotapstva članku je bilo to noter. Sej na meni je bil, če koga res zanima zgodovinska dejstva, to lahko preveri, prav zato smo dali to zraven, da pač so to dodatne možnosti, če koga zanima ta tematika. Ker nas pravzaprav ne zanima, ne vem kako. Čeprav še vedno se pa dotakneta tihotapstva, ne? In sem se prav spomnila pred nekaj leti, ko je ravno tukaj na tem mestu, na takrat še dogodkih Stripolis, se pravi prednikih razlite tinte, je Marko Drgancev v predstavitvi Buten skale rekel, da bi se Slovenci morali danes bolje zavedati, pravzaprav, da smo tranzitna država, da šverc vendarle bi morali malo bolj uporabljati, da je to vedel že Martin Krpan. Ne? Tako da, a bi lahko rekla, da je mogoče v Poljanski dolini še vedno prisoten ta šverc, ali se vidi, da se je meja premaknila nazaj? Jaz mislim, da ni danes tega. Pa tudi takrat se to je bilo čisto na določeno obdobje, ker to je bilo prej enotno območje, ne, ki potem je ta rapalska meja zelo strogo zarezala in zelo umetno, nasilno se je ta meja vzpostavila. In moramo pa tudi vedeti, da je to šlo za eno tako, revščina je bila tisti izraz, ki je bil po moje najbolj primeren. Ljudje so živeli od kmetijstva in to slabo. In pač to je bila ena od možnosti, dodatna dejavnost je bila to. A veš, v zborniku rudniku urana Žirovski vrh je napisan, ne vem, nekoga so citirali tam. Skratka, Poljanska dolina je imela v srednjem veku imela nekaj fužinarstva, pa je to propadlo. Potlej so imeli namen čez Poljansko dolino speljati železniško progo, pa je seveda to propadlo. Pol je bila Rupnikova linija tam, kjer noben strel ni bil izstreljen na italijanske vojake, ko se je začela druga svetovna vojna. Skratka, tudi je propadla ta Rupnikova linija in potem rudnik urana Žirovski vrh je pa tudi propadel, ker pač cena urana tako se spustila, da ni bilo več smiselno pridobivati urana. No, skratka, revščina je bila tam in bila je mejna pokrajina, kjer predvsem po prvi svetovni vojni te mejne pokrajine seveda vlada oziroma kraljevina ni selila industrije, ker je bila pač nevarnost, da... Spet kakšna meja tam. Ja. Ker danes je pa Poljanska dolina pravzaprav malo, bi lahko rekli, ravno verjetno kot posledica tega, da železnica ni šla čez, celo mogoče malo odmaknjena. Kičasta, ja. Malo kičasta. Kičasta? Zakaj pa kičasta? Raj pod Blehošem pa to. Ne, ampak to, kar smo prej govorili, to je pač idealna snov za western in da se za to odločila, ne, ker so vsi pogoji, da je pravi žanr, je prav western. Imamo, ne vem, glavnega junaka, imamo zahod države, imamo eno pusto surovo pokrajino, imamo puške, konje, streljanje, imamo ženske like tako mimobežno, ki so pa zelo pomembni sicer tudi po sami zgodbi. To so western, mislim, idealen za te kontrabante. Nedavno en hrvaški stripar rekel, da smo Evropejci tisti, ki najbolj beremo westerne, ker se nam zdi ta romantična ideja divjega zahoda tako bližje kot mogoče Američanom. Je mogoče ta romantika tudi vzrok, da je to postal poljanski western? Sej potem smo pač so pravila prikrojila malo po svoje, se ni čist klasičen western.
No, še vedno je veliko konjev, ne? Sem prav pomislila, Konj, če ja. mogoče to stvar sam zaradi tega, ker je Martin rekel, da bi pa rad veliko konjev risal. Ne, to se ne bi želel. Ampak ja, pač konje so peljali čez in ne moreš pol risati kaj drugega. Ja, no, ene stvari so fikcija, ne? Ja, pa bi lahko zebre. Ampak ja, to je res. Ste se mogoče dosti igrala s tem, kako narediti zdaj western, novodobni, pa vendar zgodovinski western. Ne, da bi prav razmišljal. No, tukaj imamo, naprimer, ravno na tej sliki, to je nekaj teh tihih prizorov, gledanje v daljavo, konji, borba. Ne? Mislim, da glavna stvar je, da je zelo zreduciran tekst, da ta strip je zelo hiter, poteka sicer, ampak ima pa te počasne kakšne prizore vmes. Ampak to ni samo zaradi westerna, ampak sploh meni se zdi ta način podajanja zgodbe v stripu najbolj prepričljiv. Take stripe si želim tudi brati, pa jih včasih pogrešam, pa želim si jih delati take, no. Da pretehtaš, kaj je sploh bistven in ne obremenjuješ preveč zgodbe z zgodovinskimi podatki ali pa pač da razmišljaš o režiji stripa. Ja, za zgodovinske podatke se skoraj zdi, kot da sta imela Petra zraven. Ne? Ne. Pa vendarle si vpletel tudi sam nekaj zgodovinskih podatkov. Če ne bomo zdaj, lahko pustimo tisto glavno zgodbo, tudi Peter svojo izkušnjo tihotapstva namreč opisuje v spremni besedi. Si pa vendarle omenil nekaj, česar na podlagi westerna ne bi pričakovali, da bo omenjeno v spremni besedi, in sicer, da je kontraband tudi povezan z nekimi starimi računalniki. Ne, meni ta kontraband beseda bo vedno ostala kot prva slovenska računalniška igra. Kako pa je to izgledalo? Ne, mislim, jaz je nikdar nisem dober. Potem sem jo začel igrati, ker sem na emulatorjih jo igral, ampak ta igra je bila narejena z ZX Spectrum 84K, ki ga jaz nisem imel. Ne. Se pravi, to je še ta, ki si ga vklopil v televizor? Ja. Nisem imel tega računalnika, ampak sem pa vse opise o kontrabandu sem pobral v tej igri kontraband, sem pa pobral iz časopisnih člankov oziroma člankov v mojem mikro. Ker nisem imel računalnika, sem potrebo po igranju računalniških iger pridobival z branjem opisov računalniških iger. Pa ti je potem, ko si igral dejansko to igro, to kako pomagalo? Ne, ker je v bistvu blazno težka igra. Zdaj, ko sem jo prvič igral pred 25 leti, mislim pred 25 let od takrat, ko je ona išla, ne? Se pravi, to je 84, tam nekje, ja, ne. Sploh se nisem mogel nikamor premakniti. Edino to, ki je v bistvu, če greš dva zaslona nazaj, tam, ki si imela ta citat. Evo, edina pot vodi ven v širni svet. To je preprosta uganka, ki se začne ta igra in pol si ti mogel napisati ven, V-E-N, in pol si prišel v igro. A veš, to je bila, ni bila nobene grafike. Imel si omejen besednjak, katere besede so nekaj pomenile in nekaj so sprožile. Vse temelji samo na tem besednem, kako si ti se odzival na računalnik. Ja.
Pa je bila iz tega potem tudi zgodba? Si Ja, ja, dejansko kaj- seveda. Zgodba poteka. Ne? Ti dobiš ko se postaviš na neko lokacijo, ko prideš na neko lokacijo, dobiš opis te lokacije, se pravi tekst, in potem študiraš, katere besede iz tega besednjaka, ki je omejen besednjak, lahko uporabiš, ki te bo nekam drugam potlej pripeljal. To so potem tisti časi, ko se je začela ta fama o tem, da so igrice slabe, ker so ti mogoče zmanjšale besednjak. Ne, to v bistvu, ja. Ampak ta je bila, nekje sem, avtor igre, ta naš bivši minister, Matevž, Žiga Turk, ja. Ko sem nekje zasledil, da tudi on se zdaj več ne spomni. Ne spomni se, skratka, on ne bi te igre rešil do konca. No. Ti si jo kdaj? Ne, ko v bistvu pač itak pol, ko sem imel možnost jo igrati, je bilo toliko drugih iger, da se nisem s tem... Nisi rabo več ven, da bi prišel noter. Ja. No, ampak ob tej igri je bilo tudi tako. Radio Študent oziroma moj mikro je objavil, da igra je šla enkrat aprila 84 ali pa maja. In je objavil, da imajo rok do oktobra, do prve jesenske polne lune, in ljudje so to igrali. In so pošiljali rešitve. Marsikdo te igre ni končal, pa je še vedno poslal rešitev v tem roku. Ampak 3, 4 so to igro končali. In igra je bila tako narejena, da je glede na to, kaj si ti počel v igri, se ti je različen tekst se ti je potlej napisal na koncu. In so mogli poslati ta tekst, na osnovi katerega so avtorji igre ugotovili, koliko je ta tekst, koliko so igre končali. No? A veš, ko v bistvu je bila... Sliši se kar zahtevno, mogoče za mlade igralce res malce neprivlačno. Ja. Ja, ne, pač... Pa se igra je itak dostopna. A na spletu? Ja. Nekdo je naredil emulator in je to igro prenesel na zdajšnje brskalnike. Pa ima torej kontraband kaj veze s samo vsebino? Ja, seveda. Veš kaj, mogo si ti, namreč, takrat, ta igra je šla takrat, ko so bili blazni davki na računalnike. Ti si mogel, ne vem, a si mogel 50% carine plačati ali pa 75% carine plačati na kupljen izdelek. In kontraband, štos same igre je, da ti pripelješ oziroma nekje po Jugoslaviji najdeš računalnik, televizor in še neki kasetofon. In to je tvoj cilj igre. Kot da niste tega takrat živeli. No, super, še malce računalništva, mogoče bi se morali naslednjič tamle dobiti v računalniškem muzeju čez cesto. Dajmo pa za trenutek še vseeno skočiti torej v zgodovino stripa. Tole sem mogla dati noter, sem si prav rekla, tole, ko sta pa dala noter, tole pa čez mitu ne bi šlo najboljš, ne, tale prizor tukaj vidimo, ampak verjetno sta ravno s tem super ponazorila, kakšna je bila vloga, če ne drugega, ženske, ne, ki so nekako v ozadju v tem stripu. Čeprav so verjetno
tudi one malce krive za to, da je ta zgodba potem sploh obstala? Ja, pomembno se. Ja, točno tako. Tale ženska je meni sploh všeč zato, ker jaz sem sicer mislil, da bo on dal to neko starko, ampak je potem dal eno lepo žensko in je to tvoj zadev. Ti si pa namerno dal lepo žensko sem noter? Mislim, se je relativno lepa, ampak ja, pač fajn je. No, ampak vseeno se mi zdi tako, je lažje mogoče moške risati kot ženske. Zakaj je tako malo žensk v stripu? Mislim, da v tem stripu ne moreš dati žensk samo zato, da bo kvota, pa da bo... To je taka zgodba in sej mislim, da je... Ja, če pomisliš na western, so sami moški liki, ampak dostikrat je ena ženska in je zelo pomemben element zgodbe. In ja, to je tak žanr, ampak sej ne da proba biti western na vsak način ta strip, ampak zgodba je taka, vse se je postavilo na ta način, brez da bi zelo razmišljal o takih kakšnih korekcijah glede na gibanja ali pa kaj takega, to pač je. Da ne bojo postkorekcije potem. Ja, odvisen, ja, kaj bi lahko pridobili s tem. Zagotovo. No, sej takole, mogoče malo za šalo, malo za res, mogoče me tukaj malce bolj zanima. Matija je torej ta vajin prednik. Si pri tem pomagal tudi z ogledalom? Ja, sem. Se pravi, si ga dejansko po sebi v okviru obstaja? Vse je fotografija v stripu odzad in ima svoj karakter, ampak po tistih fotografijah, ki so po mojih risbah, sem se odločil, da glede na to, da pri stripu si itak pomagaš s svojim obrazom in se skozi nekaj slikaš, pa to, da se ne bom preveč trudil delati čist malo drugačnega od sebe, tako da mislim itak ni zdaj čista kopija, ampak se pa vidi, da je po meni. Sej poznaš marsikakšen strip, kjer je avtor uporabljen za model. Kaj pa ti ostali, so tudi po kakšnih fotografijah ali to je pa čisto iz glave? Vsi so zmišljeni. Razen torej Matije, glavnega protagonista. Tukaj smo na številki 5. Če nadaljujemo, no, tole o glasbi smo nekaj danes že rekli. Ustavimo se mogoče torej pri tem. Peter, ti si želel že nekaj povedati o teh krajih tam naokoli. Si ti mogoče tudi obiskal te kraje? Jaz jih redno obiskujem. Od takrat, ko sem prvič šel tja, 2004, 7. marec 2004, smo šli snemati oddajo o Branetu Frljicu. Takrat sem mislil, da je Martin Janezov brat. Se pravi, je ta podobnost res ostala v družini? Ne, pač ja, meni so ti kraji v bistvu en najlepših. Tle se začnejo te, pri Podotiku se začnejo in končajo dol pri Tolminu. In to je najlepši, te grape so najlepše zame osebno Slovenije. Ne. Se pravi, zdaj si iz Visokogorja šel malo bolj na Sredogorje. Ja, mislim pač. A je križni mah je to, ali kaj? Krniški mah. Ja, krniški mah. Tam še vedno stoji takle kip, mislim. To je ta mejni kamen in je točno isto gleda kot tle. Kaj pa ostala dogajališča, naprimer gostilna Mačkova glava, ali to še vedno obstaja? Ne, se sploh ne vem, če je... Ne obstaja. Sploh ne obstaja.
tudi ni obstajala? Taka ne in ne. Koliko pa je potem mogoče teh, kar se krajev tiče, podobnosti? Sej, da mogoče že malo škodo delamo. Vse je res, vse je res. Mislim, da sploh nima smisla. Da ne bi govoriti o kvaril tem. bralnih užitkov. Tako da. Bomo ostali malce skrivnostni, čeprav prihod v Poljansko dolino pa verjetno še vedno priporočata. Ja, v omejenih količinah. Da ne bo preveč turizma, ne? Ja, ja. Čeprav, Martin, ti pa si se od teh kičastih najlepših krajev poslovil. Ja. Mislim, sej, zakaj pa ne? So novi kraji tudi tako lepi? Ja, tudi lepi pa, ne vem, na kakšen način naj to navežem na strip. No. Ampak ja, sigurno pomaga za ambient stripa, da poznaš ta kraj. Zagotovo. Ja, lej, če ne drugega, boš moral pa še o novem kraju mogoče narediti en strip. Ja, mislim, vsak dan vidiš veliko stvari, o katerih bi lahko naredil strip. In strip je zelo naporen za delati, ampak ja, ni mi žal, da tale mi kar dosti pomeni. Peter, kot zakladnica znanja, ti si tudi sam obiskal tale mejnik na Krniškem maku? Se težko pride do njega? Ne, preprosto se pride do njega, ampak jaz ne vem, če sem v bistvu, ne vem, če sem bil pri tem. Še jaz sem bil prvič zdaj. Pri enih drugih sem bil, ampak ne vem, če... Ja, Se pravi, to je nekaj res bolj odmaknjenega od mesta, malo si poskušam geografsko... Ne, to je ena stvar, ta kamen je tam vedno stal, ampak ni noben kakšne posebne pozornosti posvečal temu. Ne. In zdaj, ko je pa to postalo malo bolj popularno, so pa to malo obnovili, malo označili in tako da se da. Posekali drevesa. Ja, to je itak sredi travnika. Ker vsi te kraji, tudi dogajališče zgodbe, ne bomo jo zdaj v popolnosti razkrili, ampak to se je verjetno dogajalo blizu tam, kjer stanujete. Ali je bilo to res že veliko bolj proti Italiji? Peš je to 2 uri in pol. Prav od večera do sredine noči ravno pravi čas, ob pravi luni za sprehod preko meje. Prav, bomo preizkusili spet korata malce topleje. Ne, to je zdaj je dober čas. A zdaj? A zakaj pa ravno zdaj? Ne vem, ne vem, ali sem pa jaz tako malce vezan na to Poljansko dolino. Ne vem zakaj. Zaradi Janezove poezije. Zato. To je v bistvu meni tak precejšna fiktivna pokrajina, ki je sicer dejanska, ampak jaz, ko grem čez tisto, ne, ko se peljem po cesti, ampak ko hodim, po noč hodim, ali pa po teh krajih, v bistvu podoživljam vse tiste dialoge, ki jih ima Janez v svojih poezijah, pa to. Tiste like, ki so grozljivi, ki so pač preprosti, ampak preprosti tako, da so tesnobni. To ne. To se je zdaj malo slišalo kot antireklama. Ne, pač res, pač jaz sem to Poljansko dolino sem že itak prej poznal, ampak potem sem ponovno, ko sem pač prebiral to Janezovo poezijo pa poslušal Uršuline pesmi, sem v bistvu neko novo, ne vem, pač nekam drugam je predstavil v svoji strukturi občutenja. Ne.
tudi jaz pri stripu na ta način, se pravi, ne rišem zdaj dokumentarnega stripa v Poljanski dolini, ampak bolj v tem smislu, kot je Peter zdaj povedal. Pravi, prikaz samih likov, samih ljudi, odnos ljudi je mogoče danes ostal isti, če govorimo o Poljanski dolini, ne, kot neko obče razumevanje Ampak življenja. to Poljansko dolino moraš ti tako kot fiktivno pokrajino dojeti, ne? Kot svojo notranjost. Ja, tako. No, se bomo potem malo odmaknili od dokumentarizma, ampak vseeno mogoče pa v vaše lastne zgodovine. Zdaj, Peter je v spremni besedi celo zapisal, tako da mogoče te zgodbe o tihotapstvu ne bomo prav razkrili, raje jo preberite sami, res je kar zabavna. Si jo predstavljam, Janez, da ste vi tudi imeli kako izkušnjo s tihotapstvom ali pa s švercanjem iz časa Jugoslavije vsaj, ki pa je verjetno, Martin, ti nisi imel? Ne, nisem sploh imel potnega lista do 20 leta. Ampak takrat je bila še Jugoslavija potem? Ja, ampak nismo prav švercali. Niste pa torej tudi potrebovali, ker mogoče glede na to, da tukaj imamo torej nekaj ljudi, ki potrebujejo neke dobrine, nimajo dostopnih teh dobrin pri sebi, bi lahko mogoče danes rekli, da zdaj, ko se ljudje ponovno vračajo k minimalizmu, k trajnosti, k ničelnim odpadkom, da se v bistvu vračajo nazaj v to stanje teh ljudi, ki so pa se ravno poskušali preživeti s tem, da so hoteli te dobrine dobivati. Bi lahko rekli torej, da je danes to stanje, v katerega si želimo priti, pravzaprav obratno od tega, kamor so oni želeli priti? Ne vem, kako je s tem, zato ker v revščini ni nič plemenitega. In revščina, materialna revščina se odraža tudi v drugih revščinah, v splošni revščini. Tako da to smo na tanki meji. A veš, to bistvo mojega spremnega zapisa, to je bil malce pač terapevtski tekst. Jaz sem hotel povedati, ker sem me povabila, naj napišem nekaj, sem jaz to imel že vse v glavi, kaj bom napisal, preden sem strip videl. Ampak potem tam govorim o neki zgodbi, ki je v bistvu banalna zgodba. Ampak bistvo je pa v zaključku. Pustolovščine so razkošje. A veš, ti, če si želiš neke pustolovščine, to je v bistvu, imaš vse, kar potrebuješ, zapolnjeno, in potem je še naslednja točka pustolovščina. Ni jebeno življenje. In Janez je pač rekel, da revščina je jebeno življenje. Se pravi, oprosti za čisto tehnično vprašanje, ampak torej ona dva sta te povabila, ne založba, k pisanju spremne besede? Ona dva, mislim, Janez me povabil. Meni se zdi lih to najbolj posrečeno, ker se ni oziral na strip, ampak je napisal svoj tekst, ki pa lepo sede zraven. To se mi je ena taka dodatna vrednost sama stripa. Ti si se pa strinjal, Martin? Ja, ker tudi jaz vidim tudi strip na ta način, da ni sam, mislim, se preveč govorimo o tem, da ni sam dokumentaren strip v tistem času, ampak glih tudi ta spremna beseda ga pokaže še časovno odmaknjeno. Pač Peter je pisal o drugih izkušnjah v drugem času in je nekaj bolj univerzalnega.
s tem stripom povedanega. Ena osebna zgodba. Ampak, da ponovno ponovim, ne? Osebna zgodba, ki je popolnoma različna od teh junakov v stripu. Jaz sem bil ne vem, meščan, ne? Imel sem status študenta, imel sem bonitete, ki jih je ta status študenta prinesel. Meni ne bilo treba švercati teh dobrin, ki sem jih švercal. Ampak pač sem se šel v neko pustolovščino, ki je sicer bila, pač bile so to lepe obleke, ne? North Face-ove obleke, North Face-ova oprema, ampak meni ne bilo tega treba švercati. Jaz bi lahko to pustil. Medtem kateri junaki so imeli pa vsaj ta Matija, ne, je pa imel, itak je imel, bil je zadolžen. Ni mogel preživljati družine in tako. Prodal je pol grunta in pač si je odločil za neko preprostejšo pot. Gre po noč, gre čez mejo, po isti poti, ki je že itak večkrat prehodil, pripelje 2 konja. Ali 2 konja, ja. Gre na sprehod, pa nazaj pride denar. Ja, in dobi nek denar pol za to. sprehod. Ja. Omenil si, da je bil tudi spremni tekst zate, terapevtski tekst. Na kakšen način? Mislim, to je moja zdaj, ne vem, mislim, to sem razmišljal, ko sem se pripravljal zdaj na ta pogovor. Ne. Ker v bistvu, ko sem ga jaz napisal, sem rekel, pa kaj, v bistvu, saj to ni nič tazga, kar smo mi takrat počeli. In prav to, da so bili takrat, mi smo bili neki otoki, arhipelag smo bili, ne, v 90-ih letih, ko smo bili dobro preskrbljeni. Ampak vmes so pa vodni tokovi prinašali neke ljudi, ki smo se z njimi zbližali, ali pa tudi ne. Ki so, ne vem, šli v nekod iz Srbije, iz Bosne, iz Hrvaške, niso imeli nobenega statusa. In njihove zgodbe bi bile pravšne za ta zapis. Ker očitno so nekako so prišli v Slovenijo. Dobro, takrat so itak imeli status beguncev, marsikdo, ampak nekdo pa ne. Tako da zato je bilo terapevtsko, ne, a veš, da v bistvu mi smo bili neki, kaj pa vem, neki, kako se že reče tem, neki, ne moram se zdaj spomniti izraza, ampak se ga bom verjetno spomnil, pa ga bom potlej povedal. Zmenjeno. Ja, ko si rekel terapevtski tekst, jaz sem med samim branjem tudi pomislila, glede na to, da gre za družinsko zgodbo. Če je bil mogoče tudi sam strip malce terapevtski v smislu, da sta dala ven to zgodbo, se pravi mogoče, če ne drugače, za kasnejše rodove, ne, kot da v bistvu s tem se gre lažje čez to neko družinsko travmo. Ja, saj to sem jaz rekel, da je to prišlo do točke, ko lahko naredimo piko. In pač zabeleženo v smislu tega westernovskega moj metak putuje dugo. Evo, in da je ta metek je zdaj prišel na cilj. Vsaj upam. Si ti tudi tako razumel med risanjem? Ja, ampak jaz sem že končna stopnja. Ti si pika pravzaprav, ne? Ja, super, mogoče pogledamo, ne, samo, ne, prej, ko sem rekla, no, notranja naslovnica pa vendarle ima napisana oba scenarista tukajle zraven. To je neki katra tlele Boštjana
drkala, da je Martina Ramoveša je samo na umni naslovnici, sprednji naslovnici. A je to res? Vse se zanika. Prav sama sta želela biti tako zapisana. Je sej tako je. A ja, ne, ti, joj, vprosti, Katra, joj. Res, ti si imela to, vprosti. Se upravičujem, Katri, res. Boš popravil zgodbo? Ne, ker v bistvu, ja. Ja. Bo torej res. Vse je v redu. Vse je v redu. No, sej, da vas ne bomo predolgo mučili, ima mogoče kdo iz publike kakšno vprašanje? Aha, tamle imamo, zadaj imamo kak mikrofon. Ne bo se slišali za kamero, zato bi mogoče sam. Kakega mikrofona bom kar... Mislim, da bo prišlo do tega. Hvala tebi. Nejc Pohar, par vprašanj. Prvo je, a poznata delo pa opus Cormaca McCarthyja, ki se mi zdi pač mejna tematika, tudi do neke mere družina. On govori o Ameriki pa Mehiki, to za začetek. Drugo pa strip pa muska, ni to film. Tako da, a ste razmišljali, kaj je tudi v filmu? Ne poznam. Ja, sej to je film v glavi že, ne? Ker jaz nisem poznavalec stripa, ker jaz sem bil strasten brat stripov do 7. razreda osnovne šole, potem sem pa mi prišel v roke komunistični manifest v stripu in to se mi zdela ena taka huda zloraba medija in sem potem za 15 let nisem več vzel stripa v roke, tako da nisem poznavalec. Je pa to, ja, film, sej glasba, sej to smo prej govorili, sej tudi glasba je že v tem stripu. Tako da je nekakšen film že sestavljen, če si ga predvajaš. Na ta način je glasba najbolj prisotna v stripu, se mi zdi, da jo sam nakažeš. To, kar sem jaz počel, ko sem dodal albume glasbene zraven, ne more nikoli biti v smislu filma, ker ne moreš zraven knjige si vse naštimati ob pravem tajmingu, ampak to so bolj eni dodatki, ki sem jih, oboje sem pač naredil. Ampak ja, glasba je zmeraj v stripu nekako ponazorjena ali z verziji ali pa tudi s tišinami ali pa sam z omembami kakšne pesmi. In se mi zdi, da kot bralec to dojameš, kot da gledaš film. In je to neka prednost stripa, da ti stvar zašpila, brez da bi jo zares bilo treba poslušati. Mogoče eno pod vprašanje, glede na to, da tvoj oče Martin očitno ni bil prav velik fan stripov, ko si se ti rodil. Kako si pa začel brati stripe? Mislim, da je bil glih on najbolj fan stripov, pa da sem še zato toliko bolj. Ampak ne vem, v katerem obdobju. Ampak v tistem, ja. Ali pa si že pozabil. Je bila tista faza že mimo, in sem potem spet začel brati stripe. Taka faza je bila, da je še pol mene tudi. In kateri so bili ti prvi stripi? Westerni? Ne, Alan Ford. No super, tega pa niste švercali čez mejo, ne? To je tudi prišhajali iz Italije, kar po legalni poti. Ne, sej to je bilo v Jugoslaviji, sej so vsi dobri hrvaški prevodi. To so klasiki. Imamo mogoče še kakšno vprašanje iz publike? Ne. V tem primeru bi potem te vprašala, Martin, si pripravljen mogoče kaj podpisati, če bi ti kdo želel dati kaj za narisati mogoče? Seveda, če si sploh kdo želi, bom zelo z veseljem kaj tudi narisal ali pa sam napisal.
No, potem pa se vam vsem trem najlepše zahvaljujem za tale pogovor in vas seveda vabim, da si tudi sami ogledate končni izdelek, ki je tamle lepo pod osvetljeno lučjo tudi na voljo za prebir in za nakup. Najlepša hvala, preden se poslovimo, mogoče samo še tole. Vabljeni ste seveda toplo tudi na razlito tinto, ki bo prihodnji mesec in sicer v torek 14. decembra. Držimo pesti seveda, da tudi prav tako v živo. In sicer nam bo režiser Tomaž Gorkič, ki ga bolj poznate kot režiserja Grozljivk, nam bo predaval o stripu, ki zdaj izhaja že nekaj desetletij, britanskem stripu 2000 AD. Tako da 14. decembra toplo vabljeni nazaj. Za danes pa še enkrat najlepša hvala za ta pogovor in pa hvala tudi seveda za strip. Hvala enako. Hvala. Hvala.